Zavedanje samega sebe. Samozavest. Zavedanje o sebi, ne. Veste, ta lingvistika, ne, v slovenskem, tudi sicer v jezikih ni kar tako. Beseda nekaj pomeni. In če to pomeni zavedanje samega sebe, pa se moramo vprašati, kaj pa je ta sebe. Namreč o tem so danes že govorili, ne, ko govorimo o tej povezavi, torej eni rečejo z Bogom, eni rečejo z univerzumom, eni rečemo z enotnim poljem, stvarnikom in tako naprej. Vsi govorimo isti jezik, a veste, vsak iz svojega konca. In je fino vedeti, da pravzaprav govorimo o eni stvari, a ne, da se ne ločimo po tem, ne, ta je pa duhovni učitelj, ta je pa tak učitelj, ta je pa, a ne, vsi govorimo o isti stvari, ker smo vsi iz istega stvarstva, seveda. Ampak mi smo en tak specifičen izraz tega stvarstva, veste, zelo specifičen, nobeden ni tak, kot sem jaz, ali pa kdorkoli od vas. In mi temu rečemo self, ne, pravi sebstvo oziroma jaz. Zato je ena zelo specifična oblika tega enotnega polja, kot se reče v kvantni fiziki, a ne. In jaz bi danes mogoče malo manj ali malo bolj zakompliciral, malo iz fizikalnega vidika, malo iz biološkega vidika poskusil to osvetliti, da bi lažje potem se, ne vem, kaj prebrali, pa bomo razumeli, da je pravzaprav to ista stvar, ki smo jo slišali na drugem koncu, z drugimi besedami povedana. A ne? Zdaj, ko govorimo o enotnem polju, če je to univerzum, če je to stvarstvo, fiziki temu reče enotno polje, ki je sestavljeno iz enih zelo majhnih delčkov. A ne, to je ena enota, ki je, če si lahko sploh predstavljate, velika 10 na minus 35. To pomeni, da je 0, pa 35 nul, a veste, pa vsaka nula, vsaka naslednja je spotencirana krat 10. Centimetra. Ja. Se pravi, to si zelo težko predstavljamo, kako je to majhno. Namreč, ko jaz rečem ta majhna enota, je to enota energije. A veste, ne govorimo o trdem delcu. Se pravi, če je to energijski del, ki se stavlja pravzaprav potem v naslednjem koraku. Protone, nevtrone, elektrone, potem jedro atoma, atom, celico in tako naprej, ne, vso to materijo, ki jih mi vidimo. Po domače to pomeni, da je naše telo in vse, kar vidimo kot materija, pravzaprav energija, hitro vrteča se energija. Ne bi šel v detajle, ne, ker mogoče daj drugič, če bo potrebno, ampak če lahko to sprejmemo kot dejstvo, se pravi, smo vsi, vse, kar vidimo, hitro vrteča se energija. V vsakem atomu, jedru atoma se nahaja 100 milijonov protonov in v vsakem protonu so vse informacije iz celega univerzuma. Zdaj si pa zamislite, koliko možnosti imamo mi pravzaprav, da dobimo odgovor na vprašanje, ki si ga lahko sami postavimo. In sicer, iz filozofskega vidika, zakaj sem jaz tukaj? Odkje sem prišel in kam grem? Veste, o tem se ljudje sprašujemo že od nekdaj. A ne? In mislim, da si moramo na to odgovoriti enkrat. In je v bistvu bolj preprosto, kot zgleda. Prihajamo od povsod in gremo tja, ko se to konča. V energijskem smislu, tudi se reče, ne, duša je neumrljiva. Seveda je, ker je energijski potencial selfa, torej mene, sebstva, mene kot individuma na tem svetu. Ko govorimo o pinealni žlezi, torej epifizi, a ne, je to en tak, se reče, da je to sedež duše. A veste, kar reče nekdo duša, je spet vprašanje, kaj misliš s tem, ko rečeš duša? Nekdo lahko reče self, to je ista stvar. Psiha, če boste vprašali psihologe, psihoterapevte in psihiatre, ki imajo že v imenu psi, ne, vsi se ukvarjajo s psiho, vsi se ukvarjamo s psiho, vam ne znajo povedati, kaj to je. Nobeden vam ne bo znal odgovoriti, kaj je psiha. Bom še malo zakompliciral. Kaj je energija? Kdo ve? Gibanje, valovanje, frekvenca. No, tle smo pa že bliže. Ampak, veste, Einstein je definiral, formule napisal. Se pravi, energija je enaka masa krat svetlobna hitrost. Zdaj pa mi odgovorite, kaj je energija, torej, še ne vemo čisto točno, ugotavljamo, je to elektromagnetno valovanje, očitno je.
Se pravi, masa, ki se premika z neko hitrostjo. To je 300 000 km/s. Kaj pa je masa? To je hitro vrteča se energija. Ker vsak delec, fizičen delec je sestavljen iz energije. Ok, se pravi, imamo energija enako energija krat svetlobna hitrost. A vidite, da formula ne drži, pač enostavno ne drži. A ne? Je pa lepa, fina, ne? Ampak ne drži. Nič hudega. V energijskem polju, ki je povsod, tudi mi smo energijsko polje, okay? Z eno specifiko, vsak je malo drugačna hitro vrteča se energija. Imamo epifizo, ki je kot ena antena, če si lahko predstavljate. Antena, preko katero se lahko povežemo s tem poljem, kjer so informacije. Če imamo v vsakem protonu vse informacije iz tega polja, že dolgo časa na tej zemeljski obli govorimo o tem, da je rešitev, da gremo vase. Ne vem, kako to razumete, ampak v resnica je sestavljena iz besed resnica, zato sem narobe rekel. V res je, zadeva poteka malo drugače. Naš spomin nima podatkov v možganih, to, kot mi mislimo. Naš spomin ima hologramsko, odtisnjeno informacijo iz enotnega polja. Vi se morate povezati s tem enotnim poljem, če ne informacije ne morete dobiti. Vi ne morete dejansko fizično v sebe, v svoj proton in tam iskati informacije. Ne boste jo najdli. Ne gre. Vi rabite aktivirati ta hologramski odtis, torej ta proton, preko epifize in potem se lahko povežete z informacijo, ki je tam gor. A veste, danes smo računalniki, ki so narejeni po naših možganih. Kam danes odlagamo informacije, ki jih imamo preveč? Ne gre na računalnik, nima več spomina. V oblak. Vi se povežete, računalnik se poveže z oblakom, oblak ni ta oblak, ampak je polje informacij in potegne informacije nazaj dol. No, isto počnemo mi. Mi nimamo tukaj informacij, informacije so tam. Mi smo samo antena, preko katere lahko dobimo te informacije. In ja, jaz, ko sem slišal govoriti o epifizi, pa smo delali jogo za obraz, sem rekel, kaj čem pa še povedati, saj že vse imamo. Veste, ja, dejansko smo že vse povedali. Jaz sem samo malo na drugačen način to isto povedal. Zdaj, če bo kdo želel brati pač fiziko, bo bral fiziko. Kdor bo bral duhovne vede ali pa jih poslušal, bo pač na ta način. Irelevantno je, kako prideš do tega stika. Pomembno je, da se nekako naučimo prijeti na ta način do stika. Zdaj pa, seveda, najti mir v sebi, začutiti to ljubezen, to so samo besede. Nič se ne zgodi v resnici, če jaz rečem to. Jaz moram tudi malo začutiti. A veste, to je pa ta biološki vidik tega. Mi funkcioniramo na ta način. Misel ima določeno energijo, ampak je veliko premajhna energija, da bi s tem lahko materializirali stvari. Ne gre. Možgani funkcionirajo na frekvenciji 14 do 21 Hz, kar je visoka beta frekvenca, se pravi bolj za operativno odločanje. A veste, na dnevni ravni, kaj bomo jedli, kam gremo in tako naprej. Ustvarjajo električni potencial, medtem ko en skupek nevronov v srcu ustvarja magnetni potencial, ki pa funkcionira na teta frekvenciji od 4 do 7 Hz. Spravi, vidite, da ne gre skupaj. Po domač povedan, če jaz pomislim, saj bo vse v redu, še ne pomeni, da se pomirim. A veste, ne gre. Če bi pa jaz to znižal frekvenco delovanja možganov na 4 do 7 Hz, se da. Meditacija, joga, dihanje, čuječnost, DMT, psilocibin, take stvari. Več načinov imamo, nisem eden. Potem mi pa informacija, moja miselna informacija, ki potuje po frekvenciji 4 do 7 Hz, šla direktno, se pravi električni del te informacije, gre direktno skupaj z magnetnim delom te informacije, ki poteka na isti ravni. Po domače to pomeni, da čutim to, kar mislim. Se moram spustiti frekvenco, drugače ne gre. V tem trenutku pa ta informacija zares začne delovati tudi na naše fizično telo.
To pomeni, da se informacija prenese direkt do DNK-ja, ki tvori proteine takšne, kot jih mi rabimo na podlagi te informacije, ki smo jih dali v DNK. Torej, vse bo še v redu. Ali pa, kaj je prej Mateja rekla, kje je to dvorišče, na katerega grem. A veste? In potem se dejansko tvorijo takšni proteini, ki tvorijo potem nazaj takšne informacije, da naše telo ne da bi vedelo, pride tja, kamor želi priti. Ali pa se pozdravi. To so zgubljena, okultirana znanja, skrili so nam jih, z namenom, jasno, da seveda, če ne moreš prodati izdelkov na trgu. So nam jih skrili in seveda mi, če lahko pridemo do teh informacij, pa vaditi bo treba, a ne vem, a se spomnite enega videa, leto dni nazaj, ki je enega gospoda so vprašali v Srbiji, če je zdrav, pa če nosi masko. Kaj je rekel? Vežbaj p***. To je rekel. Ampak povedal pa bistvo. Veste, misliti, da bom jaz doma enkrat naredil vajo meditacije in potem bo vse okej. Pozabite na to. To pomeni vsak dan. 5 minut, pol ure, 2 uri, ne vem. Toliko časa, ne veste, en rab 5 minut, en rab 2 uri. Toliko časa, da začutiš. Ko pa začutiš, potem pa veš, kaj je prav. A veste, kaj je prav? Kaj je prav? Dobro počutje. Kako mi vemo, da je prav, da se ne gremo cepiti? Kako to veste, da je prav? Nekaj je v meni, a veste? Čutim, da nekaj ni, ampak kako ne vem, kaj zdaj to je? Nekaj mi ni. Jaz se moram s tem ukvarjati, jaz ne moram reči, a nekaj mi ni. Pejte na upravno enoto, pa reče, nekaj mi ni. Ne bo šlo. Ok? Jaz moram točno vedeti, kaj čutim. In grem spet v tisto stanje. In si znam tudi razložiti informacijo, ki jo dobim. Vi ne boste dobili direktno informacije. Takole, tole nared. Ne. V obliki občutka. Zdaj si moram znati pa razložiti. In ko si lahko razložim, kaj čutim, kako čutim, ko vem, kaj to je prav v tem primeru, v naslednjem primeru, potem je vaša odločitev drugačna, kot je bila prej. Ne more biti več ista. Ker je odločitev drugačna, je tudi akcija drugačna. Ker je akcija drugačna, je izkušnja drugačna. Ker je izkušnja drugačna, je počutje drugačno. Ko imate drugo počutje, ne boste več šli v prejšnjo odločitev, ampak boste šli v to odločitev, ker je počutje drugačne, praviloma boljše. Jaz upam, da se dobro počutimo tukaj. Tako da odločitev je očitno prava. Da smo prišli sem, verjetno se še daj vrnemo, ne mogoče sem, kam drugam. Vidim stvari, čutim stvari in je bila to samo še ena dodatna stvar, ki me je pripeljala do tega. Se poznate ta izraz tudi že iz krščanstva, Božje kraljestvo je v nas. V resnici ta stanja, kot je že Gospod povedal, v bistvu smo v tem stanju vsaj 2-krat na dan, ko gremo spat, pa ko se zbujamo. Značilno je tudi REM stanje, tako da če me kdo vidi zdaj, ko sem malo zučkam, sem pa tja, ko mi bežijo, je to zaradi tega stanja. Tudi naši otroci so od 5. do 7. leta v tem stanju, vidite po širokih učkah, pa ki sam nalagajo programe. Skratka, v tem stanju se to pravzaprav vse da. In mi sami se lahko programiramo in reprogramiramo. Bistvo je pa, da smo čim bolj mi, da vso energijo, ki smo jo pustili pravzaprav v preteklosti, v prejšnjih življenjih tudi, da potegnemo tiste travme in zberemo spet vase. S tem dobimo moč, s tem dobimo zavedanje, s tem dobimo vedenje o sebi in o drugih in nam je lažje. Zato tudi verjamem, da ostajam zdrava ves ta čas te pandemije, jaz in moja družina, ker si enostavno dajem takšne namere. In to ni nič, nekaj tanka je, to zmore popolnoma vsak. In resnično samo vaja je potrebna in dovolj velika želja. Tako da zmore vsak izmed vas to. Tako da pejte za tem. Kako se povezati z enotnim poljem?
kar se tiče povezave, ne, smo zdaj mogoče malo odprli ta vrata in sicer v določenih frekvencah, ne, se torej preko epifize, recimo eno usmerjeno dihanje bo sprostilo frekvenco delovanja možganov do te mere, da se spusti na raven teta. Ne? Spravi, ker smo pa v tej frekvenci, a veste, pač vsaka stvar ima določeno frekvenco. A ne? In jasno, da mrtva hrana ne more imeti visoke frekvence. Saj zato pa osnovi dati ljudem, povedati in kak, ker eden mesojedec, eden, ko bo vsaki drugi dan pijan, bo težko frekvenco dvigoval. Ja, absolutno. Ja. Se pravi, temu se reče zdrav način življenja. Ne? Osnovno vprašanje, vsi govorimo, moramo to, moramo ovo, ono, zato sem vprašal, kaj lahko svojo voljo. Nič. Ja. Ampak meditiraj, delaj vse, pa pusti vrata odprta, to so blagoslovi. Svojo voljo ne moš nič, to je tako, da Fedrov kup tišiš, ona ima vedno tendenco, da bo šla na razen. Če ste kdaj videli zdravljene alkoholike, oni so tak, boji se alkohola. Jaz nisem bil zdravljen alkoholik, sem pa bil alkoholik, ampak se alkohola ne bojim. Ja, se reče, zdravljen alkoholik je takrat, ko lahko spije kozarec vina. Ne? Dobar, čisto konkretno, ne? Seveda zdrava prehrana, pa o tem lahko govorimo en teden. Ne? Pa gibanje, za kar smo narejeni, seveda druženje, a veste, tudi dotik, fizičen dotik sproži oksitocin, se pravi, ne? Potem pa jasno, mentalna higiena, o tem smo zdaj malo spregovorili vsak dan, ne samo takrat, ko imam cajt. To so osnovni napotki, zdaj pa znotraj posameznega področja pa seveda to lahko pomeni marsikaj. Kakšno gibanje, ne? Ni vsako gibanje za vsakega vedno. Tudi polet pa pozimi se to drugače počne, v to gremo lahko zelo natančno, zelo globoko. Kar se pa svobodne volje tiče, imam pa še en svoj pogled, pa ga ne bi zdaj izpostavljal, ker bomo pol zapelkam. Imamo še eno izkušnjo tlele.